Komaj čakam, da boš gledal. Sebe na posnetku s telesne kamere. Stopam po tleh, boli me, ti smet. Lezi dol. Oprosti, moja roka, moje zapestje, raztrgal ga bom. Pusti, da ti povem, dobro poslušaš, kako skočiti v tej situaciji. Nikoli, kaj je počel? Dobro, ne zamudi tega. Poskušam, ampak mi ne pustiš govoriti. Je v zadrževalni odeji. Pazi, ker grize. Poskušam se izogniti temu, da bi te odpeljal v zapor. Zato se sprosti. Odpelji me v zapor. Ker se trenutno neprimerno obnašaš, poslušaj, tole ti bom dal na noge. Ne boš me dobil! Dobil me boš. Ustavi se. Ne, no. Pravkari bojo zrezali noge. Lisice, kapuce proti pljuvanju, pasovi za imobilizacijo nog, celo sistem za privezovanje, imenovan RAP. Včasih morajo organi pregona uporabiti težko artilerijo, da obvladajo osumljence in zagotovijo varnost vseh. Podrobneje si bomo ogledali 5 aretacij ujetih na posnetkih telesnih kamer, ki so se izjemno zaostrile. Dobrodošli v oddaji After Hours, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Današnjo epizodo začnemo v mestu Eau Claire v Wisconsinu. Tik pred nočjo čarovnic je ta lokalni park poln družin in tekačev, ki sodelujejo na dirki. A vendar so policisti prejeli klic o težavi v javnih sanitarijah. Ja, mislim, vprašal sem ga, če je v redu, nisem ga videl, da bi prišel ven. Bil je izključen na tleh, ves čas je poskušal nekaj vdihovati skozi slamico. Imel je, mislim, žigalnik in nekakšno žlico ter nož in v redu, nekako je sedel tam. Je prav tam. Je prav v moških sanitarijah. Torej, okoli je veliko otrok in družinskih članov. Pravim si, otroci ves čas hodijo tja noter. Pravim si, ta tip bo nekoga poškodoval, stari. Prav. V redu, šli bomo preveriti. Hvala. Zdi se, da moški po imenu Jake Viner morda uporablja droge v moških toaletah. Neprijetna in potencialno nevarna situacija za vsakogar, ki potrebuje obisk stranišča. Ko so policisti pristopili k Jakeu, je govoril tako hitro, da je bilo skoraj, kot da govori tuj jezik. Hej, quiet, človek. Kaj? Tvoj čevelj. Kaj se dogaja? Zvole, pojdi stran, pojdi. Kaj se danes dogaja? Je to to? Je to to? Je to? Kaj ti ime, prijatelj? Kaj pa je? Je, kdo tam zunaj? V redu, Malo zdi se, da si na tleh, v redu. v redu, smo. Ne, ja počakaj. Čakaj. Ne, tukaj se nič ne dogaja. Ne bo šel, počakaj. Torej, stvar je taka. Poklicali so nas, ker si bil nezavesten. Hej, Pust me, da končam. poklicali so nas. Ostani tam. Ne bežim, prijatelj, ne bežim. Ostani tam. Sprosti se, zdaj ne imel. Kaj še za kvalito staj? Lahko. Ne, ni. Me boš pustil. Me boš pustil, da končam? Hočeš vedeti. Nekaj. Počakaj, to je klic v sili ali kaj, nehaj se naučevati, imamo svobodo. V redu, če se ne umiriš, posluši. Poslušaj, če se ne umiriš. Te bomo pridržali in vklenili. Ampak zakaj pa, kakšna je situacija, tako sem radoveden? Samo radoveden sem, kakšna je situacija? Sploh mi ne dovoliš, da dokončam. Zdaj greš 100 na uro, kaj se dogaja, kakšna je situacija tukaj? Potrebovali bomo minuto. Nisem vedel, kaj naj te učim, si končal? Prosim, lahko. Si na kameri. Dovolil mi boš, da končam. Ne, počakaj, samo ustavi se. Samo ustavi se. Hej, kaj je? Ne, kaj delaš? Tukaj sem. Počakaj. Tega ne bomo naredili. Ne, jaz bom prvi. Ustavi se. Kaj je to na meni? Kaj mi to učiš? Kaj je to na meni, prosim? Kaj je to? No dejno, ne poslušaš. Kaj se dogaja? Sedim. Ne, kakšna kazen? Tvoja, tako si nezakonit. Kakšen prekrškovni nalog mi pišete? Torej, fantje, povejte mi, kakšno kazen imam? Ne delam ničesar, prijatelj. Samo pijem svojo pijačo, gledam svojega sina, obrni se na trebuh. Ne, za obdobje, kaj za vraga delaš? Kotalim se, ampak kako si ti? Povej mi, nobene kazni nimam. Ne, kazen na meni. Ne, ti si nezakonit. Vi bi morali vedeti bolje. Kakšno kazen imam? Kakšen prekrškovni nalog mi pišete? Kakšno kazen imaš, bre? Na meni? Daj no, kakšen prekrškovni nalog mi pišete? Ja, zdravo, nehi se igrati. Kakšna kazen je bila? Nehi.
Kakšno kazen ti, kakšen prekrškovni nalog? Pravim vam, ne usedajte se. Ne, ni, ne. Ne, mogoče, ja. Nisem ton, nehaj se zafrkavati. Tako so jih posneli. Kaj mi očitaš? Ne vem, mislim, da bi mogel, ne vem, v kakšnem plačilnem nalogu govoriš. Ustavi se. Takoj nehaj. Nehaj se boriti, nehaj. Ne boš šel name. Ne ščitiš me s tem bojem. Kaj ima to veze z mano? Ne posvečaš mi nobene predanosti. Kakšna predanost naj bi bila to do mene? Ne? Nehaj se boriti. Po nekaj časa prerivanja z Jackom na tleh se policisti odločijo, da morajo uporabiti zadrževalni ovoj, pripomoček za imobilizacijo, ki osumljenca skoraj spremeni v mumijo in ga popolnoma onesposobi. Jaz pravim, enkrat na krog, koliko $1000 v žepu potrebujete, fantje? Tako sem šibek. Hotel sem reči, da je to edina stvar. Tako si zlomljen, tako si prst. Veš, da si tudi ti. Veš, da si. Zdaj si zelo previden, zelo si zaviden. Pravim, da je bila ona pacientka pri meni. Ti si, ne boš mi nič povedal. Vidiš to, prijatelj? Ne boš mi povedal, nič, on bo vstal. Nisi mi povedal ničesar. Tako si je, prijatelj, tako si je. Samo želim, zakaj me raniš, prijatelj? Hej, sprosti se, on bo. Ostajam star, usedite se. Vsi fantje to počnejo, tako si odpuščen, prijatelj, odpuščen si. In tam so ljudje na drogah, tako si odpuščen. Ne, gospod Johnson, kaj za vraga? Imamo požar v stavbi, kaj za vraga? Moj bog, človek, boli. Moja kolena me trenutno bolijo, moje telo, moje koleno boli. Kaj je ta tejster, ki ga imaš pri sebi? Ne boš dobil kazni, človek, obtožbe. Ti si tisti, ki se moti. Želimo začeti predstavo. Naj razložim. Kaj je to? Sploh me ne dotakneš. Misliš, da se me sploh dotakneš, brat? Odpuščen si, brat. Si v redu. Praviš, da nas boš ustavil, ni ti treba ničesar narediti. Odpuščen si, brat. Ni ti treba, o bog, nisem sici, ni za kaj. To je na tej strani. Ne moreš, niti treba, da se me dotikaš. Ti sploh mi ne poškoduješ obraza, ves si opraskan. Ali pa ti si samo, da veste, kdo ste, veste, da ste odpuščeni, brat. Si v redu, sploh ne veš, kaj si. Veš, da si odpuščen, brat. Odpuščen si. To delaš zato, da se počutim kot otrok. Točno o tem govorim. Ne vem, če bomo to posneli na trak. Nisem prepričan. Če ti... Fantje, boste to dobili. Premika se po ulici. Ja, pomagal ti bom. Grem. Ti bom pomagal. Nehaj. Zakaj preklinjaš na tleh? Preklinjam na tleh, boli me. Ti, slava Bogu, ne vem. Moje zapešče. Spusti rit dol. Moje zapešče. Pusti, da pogledam. Poskušaš, bom si to zapomnil. On si ne bo. On pozna vse moje rdeče oči. Nisem pa nekaj povedala, prav? Veš, da poznam svoje pravice. Ne bom tako ti, spusti se, gre. Ne bom, prav imaš, to je prav. Živjo, nehaj hoditi, nehaj kaj delaš? Videli boste to sranje. Moji ljudje vidijo ogenj, brat. Reci, brat. V redu, zgubljaj svoj kanal. Veš kaj, delamo slepe tipe. Nehaj s tem, kaj počneš, brat. Edini način, da bi lahko prerezali jakno, je takole. To je starec s tem, koji se upira. Poglej, koliko se je boril. Mislim, da ga boš dal tja. To je prava stvar. Hvala, to zaključujem. Povedali ti bomo, to, da se ti ukvarjaš s tem, povedali bomo. Kako se počutiš glede tega? Ti je težko to omeniti? Ne, poškodoval me boš, jebenti. Sem jaz edini, ki ga boš poškodoval. Jaz se bom poškodoval.
Vi, fantje, kaj mi delate? Poškodovali me boste! Poškodovali me boste! Kaj mi poskušate narediti? Poškodujete me! Kaj mi poskušate narediti? Me boliš? Slišal sem, da si rekel, da si tako daleč, da je treba peljati. Nikoli nisem bil pri vas, fantje. Nikoli nisem bil pri vas, fantje. Zakaj me boliš? Kaj si ti? Nikoli nisem bil pri vas, fantje. Poskušam vas poškodovati. Sem dober policist. Zakaj me poškodujete, fantje? Prosim, nehajte jokati. Zakaj me poškodujete? Ja, govoriš o krožišču. Govoriš o krožišču. Nehaj govoriti, kot da me boliš. Ne morejo, so si izmislili. Odpuščen si, res si odpuščen. Samo govorim s tabo, brat Bog. Mislim, da Bog dela, brat. Kaj za vraga mi delaš? Boliš me, brat. Poskušam moliti zate. Vzemi me od tukaj. Osebno me boliš. Potrebna je minuta, da vse pravilno zavarujejo, nato ga policisti dvignejo za zadrževalni ovoj in ga odpeljejo. Ali vidiš igro? Ali pa predvidevam, da je to njegova freebase. Ja, uporablja to kot prekleto slamico. Bil je sključen nad zrakom, vse je bilo prav pod njim. Zakaj ste vi njegovi prosti bazni prijatelji? Vzemi slamico, fantje, sodniki, veste, o čem govorim? To ni bil noben razlog, samo se sedel se med mano. Zakaj bi se dotikal mikrofona s tem vsem, kar je tik pod njim? Kaj za vraga mi delaš? Veš, vse tvoje, zakaj mi to delaš? Zakaj meni? Zaradi tebe izgleda tako. Veš, da boš tako plačal. Ti si. Si na nebu. On v tem. Mislim, da so, zataknjeni v tirnici, torej, ne. Mislim, da lahko to narediš po zakonu. Lahko to naredim. Aj si želimo biti tako si ti jaz. Te bom dobesedno peljal. Imel sem pravico oditi. Mislim, da sem jo imel. Moral sem uporabiti tisto posodo. Ljubi svoje delo. Človek, zakaj sploh jokam? Zakaj me zdaj boli? Zakaj sem ranjen? Zakaj me poškodujete? Poskušam prizadeti vas. Zakaj me poškodujete? Navadna globa, ne moreš me dobiti. Z malo vode, zato lahko odidem. To si vedel, kaj ne? To je moja pravica. Nisi poslušal. Poslušaš mojo dobro, neumno, malo kazen. Tukaj sem, poskušal sem. Ampak kaj narediš ti? Ležiš na svojem gasilskem čovnu. Fantje, ga lahko samo položite na nosila. Ja. Jake gre v bolnišnico na pregled in da se morda strezni. Ure kasneje ga pobere policist, ki je že imel opravka z njim. Jake, vi, človek, kaj se dogaja? Kaj je? Želiš vedeti, zakaj si obtožen? Pripomočki za uživanje drog, snov, ki povzroča resno telesno poškodbo ali poškodbo mehkih tkiv, kršitev pogojev varščine v postopku za kaznivo dejanje, probacija, prijetje, pridržanje in kršitev pogojev varščine v postopku za prekršek. V redu? Jake je priznal krivdo za kršitev pogojev varščine in upiranje uradni osebi. Obtožbe zaradi kršitve javnega reda in miru in posedovanja drog so bile prebrane v zapisnik, vendar so bile opuščene. To je pomenilo, da jih je sodnik lahko upošteval pri izreku kazni. Sodnik je odredil, da mora biti Jake 3 leta pod probacijskim nadzorom in sodelovati v programih zdravljenja. Če bo kršil pravila probacijskega nadzora, bo šel v zapor. Policija je prejela klice o ženski, ki vozi nezanesljivo. Ko se zapelje na parkirišče nakupovalnega centra, jo policisti pristopijo. A niso bili pripravljeni na to, kako hitro se bo ta prometna kontrola zapletel? Zakaj? Ste v redu? Vse v redu. Dobili smo klic glede vaše vožnje, da ste imeli težave z ohranjanjem smeri v voznem pasu. Tako, in zdelo se mi je čudno, da ste vključili smernik in ste kar nekaj časa ugotavljali, kam greste. In ko ste zavili levo, ste naredili res širok zavoj. Ste v redu? Ste prepričani? Kaj je narobe? Zakaj jočete? Ste včasih živeli v Key Westu? Ste prepričani? Ti si, kaj je narobe? Si prepričana, da si v redu? Lahko kaj naredim zate? Ne? V redu. Ali ima vsak vaš vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje in dokazilo o zavarovanju? 60101. Videti je, da ste nakupovali na celini, kaj ne? Ne. V redu. Samo videla sem vrečke in...
Samo je svoje desko, kaj? Kaj hočeš od mene? V redu, samo prepričati se želim, da si sposobna voziti. To je vse. Kaj hočeš od mene? Kot sem rekla, samo prepričati sem se želela, da si sposobna voziti in da lahko greš domov. Veš kaj, naredi mi uslugo in ugasni avto zame. V redu, počakaj tukaj. Malce se zberi, prav? Takoj se vrnem k tebi, samo počakaj tukaj, prav? Voznico so identificirali kot Deborah Bennett Odom. Zaenkrat se zdi, da je na prometni kontroli le nekaj malce nenavadnega, vendar se bo situacija še bolj zaostrila, ko bo prispel še drugi policist na pomoč. V redu, še nekaj minut bo trajalo. Imam nekaj težav z računalnikom, prav? Se počutite kaj bolje? Ja, ampak zakaj ste me sploh ustavili? Pravzaprav vas nisem ustavila. Sledila sem vam, ker smo prejeli klic glede vaše vožnje. In ljudje so govorili, mislim, že od oznake za 100 miljo naprej so klicali zaradi rdečega, ja. In ko ste zavili sem? Ste naredili zelo... Ne bom tega naredila. Česa ne bom naredila? Ne. Dajte avto v parkirni položaj. Dajte avto v parkirni položaj. Ne. Avto zdaj v parkirni položaj. Zakaj? Gospa, dajte avto v parkirni položaj. Zakaj? Popolnoma ustavite avto v parkirnem položaju, stopite iz avta zame. Ker ste nameravali pobegniti in ste zdaj zakonito zadržani. Zato prosim, stopite iz vozila. Se hekate? Ne, se ne šalim. Samo za trenutek moram ven. Ne. Ne. Tudi jaz. Poslušajte, izstopite iz avtomobila. Dajem vam zakonit ukaz, da izstopite iz avtomobila. In želim vse posneti. Tudi mi snemamo. Želim vse posneti. Želim vse posneti. V redu, to je v redu, ampak morate izstopiti iz avtomobila. Prosim, izstopite, pravkar ste mojili, ko snemam vse. Ne, najprej izstopite iz avtomobila, potem lahko snemate vse. Gospa. Tukaj. Ne, no, tudi vi niste. Res. Ja. Res? Ja, dali smo vam več zakonitih ukazov, da izstopite iz avtomobila. Teh ukazov ne upoštevate. In jaz vam pravim, da takoj izstopite iz avtomobila. Ona mi pravi, naj takoj izstopim iz avtomobila. Ja. Zakaj? Ker izvajam preiskavo zaradi vožnje pod vplivom. Zato. Vožnje pod vplivom? Da. Resno? Resno. Ne šalimo se. Imeli smo preveč naporen dan, da bi se s tabo šalile o tem. Prav? Prav. Prav? Tvoj telefon je še vedno priključen. Jabo, kaj? Tako, veš kaj, zakaj ne stopiš sem? Zaprli bomo vrata, da mi ne boš v napoto. Veš, česar le razumeš je to, da sem pravkar odšla. Vi ste res niste bili, kaj ne? V redu. Če ti tako praviš? Torej, Yes, sem. Gospa, prosim, pridite sem. Ne. Ne razumeš. No, potem pa razloži. Meni, jaz. Imam ves čas, da to slišim. Tukaj sem. Sem? Pravkar sem imela svojega. Pravkar sem imela svojo tretjo terapijo. In ti ljudje so me ustavili. V redu. Torej, misliš, da je to kul? No, glede na dejstvo, da je več ljudi poklicalo in povedalo, da jih skrbi tvoja vožnja in da si jih skoraj zbil. Razumem. V redu. Moje naslednje vprašanje zate je, glede na to, da vonjam alkohol v tvojem dahu in da se ziblješ, ko stojiš, te bom vprašala, ali se strinjaš, da opraviva nekaj terenskih testov treznosti? Seveda bi. V redu? Ampak... Pravkar sem izgubila. Kaj si pravkar izgubila? To je pač nekaj. S svojimi sledilkami. V redu, tvoje sledilke. Prav, razumem. Torej, glede na to, bi bila pripravljena? Seveda. Jaz. V redu. Nočem, da imaš težave. V redu, naredi mi uslugo. Potrebujem, da odložiš telefon. Ne morem.
Oni želijo vedeti, kaj se dogaja. V redu, samo vedi, da te vaj ne boš mogla izvajati s telefonom v roki. V redu, no. Glej, jaz imam in vidve sta kot... Res? V redu. Boš naredila te vaje? Ja ali ne? Seveda. Predo. Naredila bom vse, kar želiš. Potem potrebujem, da odložiš telefon. V redu, boš držala? Ne bom držala tega namesto vas, gospa. Ne, gospa. Ne, najprej bomo naredili nekaj vaj, gospa. Torej, naredite mi uslugo. Samo naredite mi uslugo. Ja, oni so... Oni snemajo z njim. V redu, torej bomo. Samo stojte z nogami skupaj, roke ob telesu. To je vse, kar potrebujem od vas zdaj. Tako, roke ob telesu. V redu. Tako, noge skupaj. V redu. Se počutite udobno, če to naredite v teh čevljih? Da, gospa. V redu. Zdaj bom preverila vaše oči. V redu. Torej, kar želim, da naredite, je še nisem preverila. Oprostite, res mi je žal. Poslušaj, ne skrbi zaradi tega. Samo skozi to morava priti. Prav? Ja, to je dobro. V redu. Torej, stopala skupaj, roke ob telesu, prav? Ali ste na katero oko slepi? Ne vem. Ne veste. V redu. Ali nosite kontaktne leče ali kakršnakoli korekcijska očala? Kontaktne leče. Kontaktne leče. Ali jih imate zdaj v očeh? Ne. Zdaj nimaš leč v očeh? Ne, nisem si jih mogla prvoščati. V redu. Torej, kot sem rekla, vas bom prosila, da mi poveste, poleg tega, kar ste nam že povedali o svojih zdravstvenih težavah, ali ste bolni ali poškodovani še na kakšen drug način. Ne, gospa. V redu. Imate kakršnekoli težave pri stanju na eni nogi ali ne? Gospa, v redu. Torej, naredili bomo takole. Dvignila bom to pisalo. Želim, da se z desnim kazalcem dotaknete konice pisala. Prav? Zdaj pa poglejte pisalo. Zdaj vas bom prosila, da pisalo spremljate samo z očmi. Razumete? Ne premikajte glave. Lahko. Poskušam držati roko gor in je. To je preveč. Gledam samo pero in nič drugega. Da, gospa. Si prepričana, da želiš imeti te čevlje obute? Boš morala stati z nogami skupaj. Da, gospa, sem... Dajem ti možnost. Če želiš se zuti čevlje? Ne, gospa, da, gospa. In s svojimi stopali se bom zbrala. Samo dali so mi. Tu skupaj. Bow. Če znova. V redu je, samo glej pero. Si razumela? Ja. No, fanke, ne delite mi tega pred vsemi temi ljudmi, prosim. No, kot sem rekla, res nimamo izbire, prav? Če bi lahko to naredila kje drugje, bi. Ampak ne morem. Moramo to narediti. Lahko si bom nocoj našla kraj, kjer bom prespala. Nažalost bi v tem trenutku izgubila službo, če ne bi nadaljevala s tem, kar moram narediti, prav? Kao! Bi lahko hodila in se obrnila v tistih čevljih? O čem govoriš? V redu. Zato te bom prosila, da opraviš niz vaj, imenovanih hoja in obrat. V redu? In uporabili bomo to črto tukaj. Torej tam zunaj oglobiš vse po vrsti, kot da te to usrečuje. Sploh me ne usrečuje. V redu, kaj pa misliš s tem? Ampak poslušaj, samo skrbi me, da... Kaj pa misliš s tem? V redu. No, Debbie, če bi samo globoko vdihnila, vem, da si vznemirjena. Tudi jaz bi bila vznemirjena. Ampak nisem naredila nič narobe. V redu. Moramo narediti niz vaj. Vprašanje pa je, bi se počutila bolj udobno, če bi jih izvajala bosa ali v čevljih?
Ali imaš mogoče še en par čevljev? Zakaj bi jih imela? Ne. Imaš par japonk? Zakaj bi bila bosa? V redu, niti treba biti bosa. O bog, samo te imam, veš, to so sandali. Tako da... Zakaj ne bi samo poklicali Rika in pač samo pogovorimo se z njim? In samo prosim. Prosim. No, ne razumem, kako ti bo šerif pomagal rešiti to situacijo. Ker ga poznam že 10 let in pač ve, da nisem. No. Nihče te ni tako imenoval. Tudi mi tega ne mislimo. Ne. Gremo. Tukaj. Ne moram se usesti. Pojdimo sem. Pojdimo sem. In pojdimo. To pravimo. Pobegnila bo. Naredi mi uslugo, obrni se. Počakaj, samo vse posnemi, samo snemat želim. V redu, no, prihajamo do bistva. Ugasni avto. In poslušaj, to ti bomo morali vzeti. Torej, ali zavračate izvajanje preostalih vaj? Ne. Seveda ne, potem pa zaključimo s tem. Potem pa zaključimo s tem. Rada vas imam, fantje. Pač ničesar nočem. Tudi jaz nočem biti v tem položaju, prav? Tudi jaz ne. In ne, prosim, odloži telefon. Želim vas vse posneti. Tudi mi snemamo? Ona se obnaša, kot da noče biti, kot da se je vrnila. Vem, da nisi. Gospa, poslušajte. Prav, končali smo. Imate mojo vozniško? Da. Pa gremo. Ja. Pa gremo. Pa gremo. Ker se to zate ne bo dobro končalo. Se hecaš z mano? Ne, se ne hecamo s tabo. Daj mi moj. Telefon? Daj mi moj telefon. Daj mi moj telefon. 6101 bomo imeli v pridržanju. Daj mi moj telefon. Tvoj telefon gre z nami. Ne, daj mi moj telefon. Ne. Daj mi moj telefon. Tvoj telefon bo šel s tabo. A želiš vzeti to? Jaz bom vzela to. V redu. Ali imate BTO certifikat? Ona. Ona je to izbrala, kot da ima neki z njim. Torej, bomo kar. Resno? Torej, mi groziš? Ne. Grem, daj no, nehaj. Boš vodila z mano ali bomo imeli varnostnika? Lahko samo neha, moj bog. Ne bom ga ugasala. Za vse to bomo poskrbeli. Je še kaj drugega razen tvojega telefona, kar želiš? Boli me. Boli mi! Boli mi! Boli mi! Boli mi! Boli mi! Medtem ko Debra obtožuje policiste, da jih škodujejo, večkrat tudi prosi, da bi govorila s šerifom. Boli me. Ne bom hodila? Nehaj, boli me, spravijo na tla. Zakaj me ne poskusiš spraviti na tla? Sedi, odpelji me. Položi me na tla. Podri me. Raže ne bi. Podri me. Res? Lahko. Ja, prav, naredimo to. No, naredimo to. Sedi v avto in pojdi. Na tla. Lahko greš na zadnji sedež mojega patruljnega avtomobila. Gledaš to? Smo. Prekinimo! Tista rdeča luč na njenem avtu. Vidiš to? Vidiš tiste luči? Me zdaj poskušaš spotakniti? Si Newman. Hvala. O moj bog. Ustavi se. Zdaj bomo hodili. Ustavi se. Hodi. Ne. Bi šla levo? Ne vidim, da si neumna. Prav.
Poglej, kaj je naredila z mojo vozniško dovolilnico. Poglej, kaj je naredila z mojo vozniško dovolilnico. Juhu! Vidijo, kaj si naredila. Bil bi bolj ti. Upala bom več kot srečna. Ne, želim tebe. Imajo dvojne lisice. Ne dotikaj se me. Ne dotikaj se me, vi smrdljivci. Rick Ramsey, poklič ga! Poklič ga! Njegovo ime je Rick Ramsey. Rick Ramsey. Moj, tako si neumen. Zahvali se Ricku Ramseyju. Tega prej nisi rekla. Si neumna, pokliči ga. Ni mi treba, pokliči ga. Brez razloga. Pokliči ga. 60101 za zdaj. Ni treba hiteti. Potrebujemo le dodatno pomoč, če bo potrebna. Pokliči ga. Ne. Danes je sobota. Pokliči ga. Lahko ga pokličeš iz zapora. Vse ga tako dobro poznaš. Ne, res ga poznam. Moj prijatelj, prav? Po členu 1314 imam dovoljenih 14 minut. Da mi je dovoljeno, da me lahko poberejo. Če. Kje je? Jukaj. 13. fant, kje sem? Kje sem? Ste na parkirišču Ocean Gardens. Je! 13 fant, 14 minut. Kje za vraga si? Stojim tukaj, poleg tebe. Ja, rekleto. A nisi ponosna? A nisi res ponosna? Živjo, to je tvoje življenje. To je, jaz sem učiteljica tvojega sina. Jaz sem učiteljica tvojega sina, to mi počnejo. Spravite to z mene. Spravite to z mene. Ne. Ne, boli me. Ne moram dihati. Ne moram dihati. Pravim vam, ne moram dihati. Ali potrebujete rešilca? Potrebujem rešilca? Nani! Nani 6211. Boli me. 6211. Ali lahko pošlješ Responde 20 k nam? Oseba ne more dihati. Bog, tako si bolan. Bolan si. Reševano vozilo je na poti. Tako da ti bojo pomagali, prav? Ugani, kaj? Tiku. Veš, lahko prosim sam, da lahko zadiham. Torej, kar bomo naredili je, da te bomo obrnili na bok. Ali prihaja še ena enota? Bog, prosim, pomagaj mi. Kje? Bog, prosim, pomagaj mi. Si vse to zaslužim. Tukaj. Pomagala ti bom vstati. Obrni se na bok. Obrni se na bok, Deb. Policisti pokličejo reševalce, da preverijo stanje Debore in pokličejo še okrepitve. Debora drugim policistom, ki prihajajo na kraj dogodka, pove, da so jo prvi policisti napadli. Posedli smo jo, tega ni hotla. Prav, potem smo jo dali noter. Prav, poškodovala me je. Udarec mi je zadala v obraz. Kako ti je ime? Prekletstvo. Moje ime je Debbie. Udarec mi je zadala v obraz. Prav. Udarec mi je zadala v obraz. Prav.
Nehaj, govori z mano, gospod. Nehaj. Prav. Udarec mi je zadala v obraz. Prav. Udarec mi je zadala v obraz. Prav. Prav. Govorite z mano, gospod. Udarec mi je zadala v obraz. Prav. Prav. Udarec mi je zadala v obraz. Redu, redu, v redu. Kje? Kje? Ona me je udarila. Ne morem. V redu. Udarila me je. Redu. Udarila me je v obraz, rekla mi je, da če kaj povem, me bo še bolj udarila. V redu, pomiri se, pripravljeni smo. Počakaj, nikoli nisem bila poškodovana, Jezus. V redu, pripravljena? 1, 2, 3. Poškodovala me je, v redu, poškodovala me je, udari me je v obraz, povedala mi je, rekla je, da sem, označila me je za... Dobra. V redu. Poklicala me je. Si kje poškodovana? Ne, sam nerodno mi je. V redu. To je razumljivo. V redu, torej, pomirimo se, da bomo lahko govorile, prav? V redu, pogovoriva se. Pomiri se, da bomo lahko govorile. V redu. Sem namestnica Matthews, v redu? Da. Moje ime je Mary, v redu? Vem, to je poskus. V redu, vem, to je poskus. Hočeš, da ugasnem avto? Lahko jo dobiš, dam ti jo. Ona me je ranila, v redu. Ona me je ranila, v redu. Rekla je, da sem govorila njen fant, v redu. In ona me je ranila, udari me je v obraz. V redu. Ali želiš, da te pregleda zdravniško osebje, da preverijo, če imaš kakšne poškodbe ali kaj podobnega? Ne, samo nerodno mi je. Samo nerodno je. Tako mi je nerodno. V redu. Torej ni poškodb, rekla si samo malo neravnotežja. Oprosti. Prej je trdila, da ne more dihati. Ona je lažnivka. Lažba. To sploh ni res. Poslušaj, govori se z mano. Ne, ona je lažnivka. Prav pogovori se z mano. Ti lažnivka. Prav pogovori se z mano. Ja, zakaj pa ne greš domov? Deb. Fredu. Tukaj sem, pogovoriva se, prav? Lahko. Ti lahko pomagam vstati? Seveda lahko. Zdaj ti pomagam vstati? Prav. Lahko to narediš? Si pripravljen? Pomagala ti bom, prav? Prav, si 1, 2, 3. Gremo. V redu. Ko jo naložijo v policijski avto, Debra še naprej ima izbruhe. Duši me! Duši me! Duši me! Duši me! Ali potrebujemo trak za spenjanje nog? To je počelo že pred reševanjem Rasla. V redu, nočemo zapravljati časa. Če gre kaj narobe, v redu je, prav? Če imaš občutek tam, se samo vrni in še enkrat preveri. Ker je pomembno, imam občutek, da se je nekaj zgodilo. Veš, kaj mislim? No, že smo poklicali reševalce za njo, pa je zavrnila. Duši me! Duši me! Duši me! Deb, tam zadnji je kamera, ki te zdaj snema. Deb, vidiš, jaz nisem nikjer blizu nje. Dušiš me! Ti! Udarila si me. Veš, da si ne udarila. Razmišljam. Vse na tebi. Deb, bi bila pripravljena dati vzorec izdihanega zraka za določitev vsebnosti alkohola? V redu, nekaj ti moram prebrati. Imam slike, kako me udarjaš. Ti si neumna v obraz. Udarila si me v obraz. Sam naredimo to. Udarila si me v obraz. Ti neumna oslica. Torej, Deb, zdaj zahtevam, da se podvrže zakonitemu preizkusu izdihanega zraka za ugotavljanje vsebnosti alkohola. Hočem, da me spustiš, boli me. Boli me. V redu. Torej, ali boste privolili v preizkus izdihanega zraka? Spustiti me morate, boli me. Ali boste privolili v zakoniti preizkus izdihanega zraka? Ja, seveda. Bosti? Torej, soglašate s preizkusom izdihanega zraka? Da. Seveda. Hej, zdaj soglaša. Zakaj pa ne bi? V redu, ne ugrizni me v rit. V redu. Gremo. Deboro odpeljejo na postajo, kjer ji želijo opraviti alkotest. Toda vsakršno upanje na sodelovanje hitro izgine. Prosim, nehajte. Ne, gospa, prosim, nehajte. Obnašajte se, kot da sem neka nora oseba. Samo nehajte. Stop!
Prosim, ne bomo. Ne bomo tega spet počeli. Tega ne bomo spet počeli. Kaj bi ti naredila? Ja. To je dobro. V redu smo. Ne, v redu smo. Dažno, sedi. Hvala, nehaj že. Si me ugriznil, si? Samo. To bom še eno obtožbo, prav? Zato nehaj. Sprosti se. Spravi se z mene. Deb, spravi se z mene. Sprosti se, Deb. Pusti me pri miru. Sprosti se. Pusti me pri miru. Sprosti se. Dušiš me. Nihče te ne duši, ti mene dušiš. Nihče te ne duši. Deb, sprosti se. Dušiš me. Sprosti se. Dušiš me. Imate osebne izkaznice? Ja, imam osebno izkaznico. Mislim, da jo imaš, ja. Si neumna. Sem odzivna. Odlično. Prosim, mehi me tapkati, kot da si moja prijateljica. Dehej. Lahko hitro odpreš usta? Samo preveriti moram, če ti kaj ni ostalo v ustih. V redu, lahko hitro odpreš ustah, samo zgornji del moram preveriti. Lahko odpreš svoje usta? Dobili boste še eno obtožbo. Ugriznila me je. Res je? Nisem te poskušala ugrizniti, ti neumen. V redu, če želiš, nisem poskušala. Res, poskušala sem te ugrizniti. No, videla sem te. Razumem. Vsi smo skupaj v tem. Prav, Debi, prosim. Lahko prosim odpreš svojo? Usta zame. Samo preveriti moram. Samo prepričati se moram, da nisi pejdi noter. Rekla si, da boš sodelovala, ko prideva noter, da boš zagotovila. Grem! Poslušati. Lahko samo nekaj dobim. Pojdemo brisat bom. Če se obrneš, bom to naredila zate. Rekla sem ti, da bom. To bi lahko povzročilo to, Dan. Ja. Greš po robške za to? Ja. Hvala. Če želiš, da gre to čim hitreje, Glej. potrebujem, da odpreš usta. Glej. Nočem pihat. V redu. Želiš, da samo počakam? Ja, hvala. Cenim to. Zdaj, ko je to mimo, lahko prosim odpreš usta, da preverim, če nimaš, ne graj se, odpri. Odpri usta in utihni. Mislim, lahko sedimo tukaj in sedimo tukaj in sedimo tukaj. Lahko te gledam celo noč, ni mi mar. Torej, hitrej kot to pravimo, hitrej lahko gremo na stranišče. Ne. V redu? Res ne razumem tega. V redu. Torej, boš to naredila ali ne? Kaj? Vito si privolila. Želim poklicati Rika Ramsija. Prav, želim ga poklicati. Ramsey, ja. Ramsey, Newman. V redu. Vem, kako mu je ime. Tudi vem, kaj govoriš. V redu. Dala sem mu $2000. Ja, to je dobro. V redu. Končala si. Hvala. Uberi se od tukaj. Prav, človek. Da začnem ta postopek. Ona je neumna in pač ne more biti. To je v redu? Kaj kličeš? Ona ne more biti naša. To je tvoja priložnost, da dokažeš, da nima prav. Ne, ni. Prosim, če želiš to dokazati, moraš odpreti usta. Tako lahko začnemo s tem in... Samo preveriti moramo, če imate kaj v ustih, gospa. Ničesar nimamo v ustih. Moram preveriti, lahko samo pogledate. Super je, poglej. Usta! V redu. Dobila je petico iz tega. Tam je samo majhen košček žvečilnega gumija. Ampak v redu. Samo prepričati se moram, da nimaš tistega majhnega koščka žvečilnega gumija v ustih. Nimam ničesar v ustih. Lahko pogledam? Hočem, da gre stran od mene. Ona je zlobna, je to? Ja, v redu si, v redu, ona je nič vredna. Tako da ga bom vzela, ker me je toliko strah. Obožujem svoje delo. In Debra si samo še bolj in bolj otežuje situacijo. Želiš še eno obtožbo? Želiš še eno obtožbo? Kaj? Zaradi napada, brcanje boli. Če me še enkrat brcneš ali ugrizneš, boš pristala na tleh. Razumeš? Vidiš to? Razumeš? Ne, ugriznila si me. Me razumeš? Ja, razumem. Nikoli te nisem ugrizala. Razumeš, kaj ti govorim? Ja, ti ko zdreka. Sam sprav me ven od tukaj. Poskušam narediti najboljše, kar lahko, ja. Deluje le tako hitro. Ja, no, moj odvetnik je rekel, daj mi vse, kar lahko. Tako sem tudi storila. Torej, daj mi nekaj, daj mi ti veže imam.
Lahko spravimo tebe ven od tukaj. Wow, tako ste združeni. Wow. Črna oseba in bela oseba združeni. Ampak tebe sploh ne briga zanjo. Ti si neumna. Sovražiš jo, ker je temnopolta. Ne preneseš tega. Ker dobi vse, za kar misliš, da bi morala dobiti ti. Imam še eno stvar. In Debra. Ja, še en pozdrav. Ja, pozdravljena. Ja. Debora, pozdravljena. Ona je samo, ne bi smela dobiti tega. Tako je lepa. Če zavrnete test, sedite. Niste mi rekli, naj sedem. Če zavrnete, da bi odnehali, sedite. Saj veste, kaj pravijo. Ni vam treba tega storiti. Ni nujno. Zahteval sem od vas, vaša vozniška pravica bo začasno odvzeta za 1 leto zaradi vaše prve zavrnitve. Za njenim hrbtom. Tvoja vozniška pravica je bila že prej, jo kličeš. Jo kličeš, kot da je tako neumna. 327. Slišala sem, kaj si rekla o njej. Ona je temnopolta? Ona je temnopolta. Ona dobi še več zavrnitev, da se podvrže zakonitemu preizkusu diha. Urina ali krvi, neumna je, temnopolta je. Če zavrnete opravljanje testa... Imam vprašanje za tebe. Poglej se, tako sem slaba, spravljaš me v pamet. To je neumno. Kaj boš naredil? Določi 127 decimalno. Kaj boš naredil? 2. Kaj želiš? 1, 5. Zavrnitev opravljanja zakonitega preizkusa diha, urina ali krvi. Storili ste prekršek. Kaj boste naredili? Ona je 21, več kot boš ti kdajkoli. Poleg tega... Dobil si kos. Komaj čakam, da se vidiš na posnetku s kamere na telesu. Komaj čakam. Sedel boš tam in zgrožen boš nad svojim vedenjem. Res, ne? Ker vse, kar sem rekla, si rekel prav. In verjamem, da je imela službo, ker je bila temnopolta. Prav. Rekel si to na telesni kameri, zato nameravam to pokazati vsem. Upam, da boš. Ja, hvala. Upam, da boš. Vse ostale stvari boš moral izpolniti kasneje. Policisti nato odpeljajo Deboro na kratko razdaljo do sprejema v zapor. In uganili ste. Stvari se ne izboljšajo. Kaj? Ne, prosim, moram te zapriseči. Ne, ne bom. Ne bom vklopila telefona. Vse je tukaj. Ja, jaz sem... Nihaj. Moramo izpolniti vprašalnik. Potem moraš slikati, kaj mi delaš. Moraš. Posneti. To narediti nisem. Tega vzela. Kje je? Video? Tukaj je. Ali ni to, da imam nov telefon? Živijo čudakinja. Nehaj. Vožnja pod vplivom. Baterija je skoraj prazna. Napad na policista. In postavitev, ja. Ne, ni D-U-A, ti neumna. Obe veva, kaj si naredila. Moram, nehaj. Imam. Oprosti, sem pod. Nehaj! Pa si mislim, to je moja oprema. Poglej, kaj si mi naredil. Nehaj, sprosti se, nehaj. Sprosti se. Ti nehaj. Zanici, boš še kar nadaljeval. Ti. Vsi vidijo, kaj počneš, njim je vseeno. Bog, kaj je narobe s tabo? Nehaj, spravi jih z mene. Oprosti. Grem v kino, 55 veš, še kakšnih 10 minut manj, pa boš prehranil $1000 ali več dolarjev. Hej! Redu? Oprosti, bila sem neumna. Redu? Zakaj mi to delaš? Nehaj! Poglej, kaj si mi naredil! Poglej, kaj si mi naredil! Potrebujemo, da snamete ves svoj nakit. Imam vrečko za njen nakit. Nimam nobenega nakita.
V redu, torej tista ogrlica in tisti prstani. Ja, ne. Samo uporabi svoj nogt na palcu. Skušam razmišljati. Živjo, oprosti, lahko rečem, ne, slišala si me. Živjo, ja, res. Ne vem, ne samo, da je bilo lepo, da si prišla. V redu. Moramo izpolniti. Ne, ni bilo lani. Ali jih boš snel, ali pa jih bo ona. Moramo smeti nakit. To se ne bo zgodilo. Saj kakšnih 40 minut se moramo pogovoriti s tabo. Ja, hvala. Nehaj, boli me. Ne, nehaj. Ne. No, nehaj. Ja, ostani, jebeno, imam problem. V redu? Hočeš, da prinesem stol? Nehaj, nehaj, boli me. Nehaj, boli me. Zakaj me raniš, Debi? O tem so se pogovarjala. Moj otrok, prav gospa Debi, o tem so se pogovarjali, kaj ne? Nahajčta še boriti. Prosim, ne zlomi tega, prosim, nehajte me raniti, prosim, nehajte me raniti, prosim, nehajte me raniti, prosim, nehajte me raniti, nehajte, prosim. Nehaž! Ne delam tega namenoma. Prosim, nehaj me raniti, prosim, nehaj me raniti. Nehaž! Prosim, nehaj me raniti. Ni velika stvar. Držim te za roko. To je vse, kar počnem. Samo iskren sem. Vidim, kaj počneš. Lej, to je vse, kar počnem. Raniš me. Boš naredil, kot ti rečemo, ali želiš sedeti na stolu? Lahko dobim belega, prosim. Prav, sedli bomo in šli naravnost v tej smeri. Dač, pejt. Ni vredna prepira. Ne? Tem. Lahko brišem nos. Veš kaj? Lahko brišem nos. Daj no. Lahko dobim novo. Lahko, kdo? Obrišeš, ne? Sedi na vaj. Sprosti se. Sedi, ubrisala si bom nos. Ubrisala si bom zemi. Živjo. Samo roke si želim obrisati. Samo nos si želim obrisati. To je 10 sekund. Lahko je. Dobro. Jazz. Tiram. Moj. Bilo je preprosto. Res? Želim si obrisati nos. To je to. Prave besede so zabavne. Oh, to je še ena. Dobro opravljeno. Na cesti si. Hej, ugani kaj? Imam nekaj malega. Kaj je kamera? Kamera, bedak. Vojna je bedna. Trenutno imaš kup kamer, ki so usmerjene vate. Samo svoj denar hočem. Samo hočem, lahko samo brišem nos. Ne. Zveni, kot da je to vse, kar si želiš. Ja. Pravkar si ga brcnila. In pravkar si ga brcnila. Zdaj poglej, kje si. Utihni. Debora še enkrat vpraša, če lahko pokliče svojo prijateljico, šerifko Remzi. Prav. A lahko prosim pokličete šerifov urad zame? A lahko prosim pokličem šerifko? Kaj, Shepard?
Šerifka Remzi, ali ga lahko prosim pokličem? Ko odložiš telefon, greš, ne. Ne, bom ga poklicala kar zdaj. Dobiš brezplačen telefonski klic. Ne moreš dobiti telefona. Super, kaj misliš s tem? Tokrat je dejansko pravilno izgovorila njegovo ime. Ni rekla Sheriff Brad. Poslušaj, kar je ena, ona je. Nimam vode za piti. Preveri, to imam v mislih. Mama, me slišiš? Mike, kaj mu to počne? Poglej, kaj dela, Jane. Se lahko umiriš, tega ne bo naredil. Prav. Na vrsti je test slino. Test S slino. Poklič me, sprosti roke, da lahko vzameš prstan in ga daš v vrečko. Verjetno jih bodo dali k preostalem tvojemu nakitu, Debbie. Držimo vse skupaj. Ne, samo urediti moram, da bo šlo skupaj s tabo. Da bo šlo skupaj s tabo. 100%. Zato sprosti kolena. Teči! Au! Au! In tako jim je dovolila to narediti. Lahko te vlečem in premikam kot bedaka. Hvala. Danes pa res hvala za nič. Hočeš, to je zame dovolj. Snemaš to? Snemaš to? Je na posnetku. Got it all. To je prstan moje mame. Tega ne bomo tolerirali. Vsi boste šli na posestvo. Pusti me pri miru. Pusti dekle pri miru, saj si dekle. Pojdi stran od mene, Debbie, hej. Hej, pusti me pri miru. Pusti me pri miru. Spravi se dol, jebenti. Spravi se dol, jebenti. Ti to naredi. Prekleti pizun. Spravi se z mene. Umiri se, umiri. Miri se, prosim. V redu. Odlično, Debbie. Ne dotikaj se. Mojega. Lasti neumna. Debbie, poišči Debbie. Ne, ti se pomiri. Že 4 noči sem čisti sebe. Tako si nadležna. Misliš, da je tole načrt? Misliš, da je vse tole načrt? Ti neumna trapasta, prosim, aretiraj me. Gremo. Resno. Debbie. Poskušam delati zate, ne pa delati zate. V redu, torej in? To je. Kjer mi? Končali. Na koncu pristali. V redu, poskušam delati za vas. Ne počnem ničesar, da bi. V redu, pomiri se. Lahko dobim svinčnik? Prosim, odstrani tiste prstane in... Izpravi v vrečko. Na koncu Debra nataknejo protipljuvalno kapuco in jo odpeljejo na vozičku, medtem ko še vedno kriči. Sem del predavanja. Bog. Komaj čakam. Pa gremo. Debra se je na koncu soočila z dolgim seznamom obtožb in januarja 2024 ni oporekala obtožbama za upiranje uradni osebi brez nasilja in vožnjo pod vplivom alkohola. Obe sta prekrška. Dobili je 1 leto pogojnega nadzora in ji naročili, da mora obiskovati šolo za voznike pod vplivom alkohola ter opraviti 50 ur družbeno koristnega dela. Prav tako so ji odvzeli vozniško dovoljenje. Vendar smo preverili sodni zapisnik in izkazalo se je, da je bila Debora kasneje tistega leta ustavljena in so ugotovili, da vozi brez vozniškega dovoljenja. Naš naslednji posnetek s telesne kamere prihaja iz Crystal Lakea v Illinoisu. Na številko 911 so prejeli klice o voznici, ki je vijugala po cesti, nato pa so jo videli, kako se je spotikala, ko je izstopila iz avtomobila in šla v Target. Ko se nato 18-letna Ellie Masukovič vrne do svojega avtomobila, jo tam čakajo policisti.
Deli zvoka na posnetku telesne kamere so bili utišani strani policijske uprave, verjetno zaradi zaščite zasebnih zdravstvenih podatkov. Prosim, izstopite, prav, pridite sem in se pogovorite z nami, prav? V redu, draga, tukaj, nasloni zadnjico, prav tukaj. Ta policistka vam bo zastavila nekaj vprašanj, prav? Oprostite. Bi se mislil. Moja glasba, veliko? Eko je v redu. Imaš osebni dokument pri sebi? Lahko preverjam. Zakaj si to kupila? Samo želim, da pogledaš, kam segaš, draga moja. Mislim, da je ravno tukaj. Je ravno tam. V redu, prav. Si v redu? V redu, tukaj, dej svojo zadnjico nazaj tja, prav? Prazniki leta 2004. To pomeni, da imaš skodelico? Bila sem pri fantu doma. V redu. Zakaj je počela? Ste gledala novice? Ja, zdaj je v službi, ampak grem potem nazaj k njemu domov. Ravno sem kupovala njegovo božično darilo. Dva človeka sta poklicala in povedala, da ste vijugali po cesti, zato smo želeli preveriti, ali ste sposobni voziti. In se opotekali. V redu. Potem, ko so videli, da si izstopila iz avta. Torej, poslušaj, v redu, cenim to. Prav, cenim, kar mi govoriš. Vendar imamo majhen problem, redu. Torej, dala ti bom priložnost, da si iskrena z mano, prav? Ker ko si odprla vrata, sem videla steklenico vodke, ki je v tvoji... Nočem, da segaš v avto. No, lahko bi odprla vrata. Prav, odprla bom vrata, lahko stojiš s policisti. Torej ti je v redu, da odprem in pogledam? Ja. Mogoče ima prav. Je. V redu. Aha. Ko so v avtu opazili steklenico vodke, se policisti odločijo, da ga bodo podrobneje preiskali. Toda Ili je odločna, da se to ne bo zgodilo. V redu, zdaj pa bo tako, da boste ostali tukaj s temi policisti, jaz pa bom preiskala vaše vozilo, nimate naloga za to, pravzaprav imam utemeljen razlog za sum, ker sem opazila alkohol, nimate naloga za to, ker sem opazila, imam pravico. Ne bom dovolila, da preiščete moj avto. V redu, torej, imam pravico, da vam ne dovolim preiskave mojega avta. Žal ne, imam pravico, da vam ne dovolim preiskave mojega avta. Ne, tega ne bomo počeli. Imam pravico, da vam ne dovolim preiskave mojega avta. Eli ne govori o tem. Poznaš moje pravice. In veš, da imam pravico, da vam ne dovolim preiskave mojega avta. V redu, poslušaj. V tej hiši ni trave. Vidim, da je tam fajfa. Ja, in posluši, nimajo pravice preiskati mojega avta. Posluši. Nimajo pravice preiskati tvojega avta. Umiri se, prav? Vem, nočem te zdaj vklent. Vem, da nimate pravice preiskati mojega avta. Ni zakaj. Člen zakona... Imenuje se premično prevozno sredstvo. Vi ste pogledali v moj avto, preden ste imeli pravico, da ga preiščete. Torej, nimate pravice preiskati mojega avta. Poslušajte, nimate pravice preiskati mojega avta? Jaz se imam. Ne, nimate. Prav, torej ne, nimate. Eli, ne dotikaj se me tako. Povem ti, še enkrat ti bom povedala, draga, zagotovo ti povem, da nimaš pravice preiskati mojega avta, zato me poslušaj. To se bo odvilo na enega od dveh načinov, prav? Raj te ne bi dala v lisice, ampak tako je. Če boš sodelovala, lahko to razrešiva in rešiva skupaj. Pravim samo, da ne moreš preiskati mojega avta brez naloga v mojem avtu. Ne moreš preiskati mojega avta brez naloga, poznam zakon. Poznam zakon, prav, ker sem ga preverila in vem, da ne moreš preiskati mojega avta brez naloga, zato ti tega ne dovolim. Eli, dajem ti dve možnosti. Vem, da ne moreš preiskati mojega avta brez naloga, to veste. Eli, to so tvoje možnosti. Ne moreš. Eli, to so tvoje možnosti. To so tvoje možnosti. Lahko greš stat k tistemu policijskemu avtu s tema dvema gospodoma, prav? To je tvoja prva možnost. Če tega nočeš narediti, je tvoja druga možnost, da ti bom nadela lisice, prav? Torej, ne moreš preiskati mojega avta brez naloga. Kaj izbereš? Dala ti bom možnost, ne prepiram se s tabo. Dala ti bom eno priložnost zdaj. Ne moreš preiskati mojega avta brez naloga. Hej! Vse je posneto s telesno kamero.
Ne moreš preiskati mojega avta brez naloga. Ne, ne moreš. Obrni se. Obrnem se. Ne odgovarjaj mi. Tega ne bomo počeli. Tega ne bomo počeli. Umiri se. Obrni se. Ustavi se. Ustavi se. Ustavi se. Prosim, ne zapusti me. Šla bom z njimi do avta. Prosim, ne. Pusti me. Pusti me. Pravim ti, šla bom z njimi do avta. Zdaj bom šla z njimi do avta. Eli. Ne, zapusti me. Prosim. O tem smo že govorili, dali smo ti možnost. Ne govori mi, da bom šla z njimi do avta zdaj. Moram prijeti za roke. Zdaj bom šla z njimi do avta. Eli. Tega ne bomo naredili. Eli, nehaj. Skupaj ste, nič ne vidim. Prosim, poskušam gledati tekmo. Nič ne vidim. Nehaj. Ne, slišim te. Nehaj, zdaj. Nehaj. Imam jo. Ne vidim žoge. Kar naprej. Samo poskrbi, da bo ne vidim žoge. Ustavi se, Eli. Eli, tega ne bova počela. Ne morem biti, tega ne bova počela. Rekla sem, nehaj s tem. Ustavi se. Daj no. Ne morem te slišati, 5. In ona je sirasta in slanina. Ne spusti me. Vzemi jih vse. Eli, poslušaj me. Približa se mu. Ne. Poslušaj me. Vzemite jih vse, mami. Globoko vdihni, poslušaj me. Me lahko prosim sprejmeš, razumeš? Ne kriči več, imam brazgotino. Ne kriči več. Ne kriči več. V redu. V redu, moš me poslušati. Eli, nehaj govoriti. Zdaj takoj globoko vdihni. Nehaj govoriti. Globoko vdihni. Nehaj govoriti. V redu. Globoko vdihni. Halo, poslušaj me. To je... Bodi v redu boš, ampak ne moreš se boriti z nami. Prosim, samo odpelji me. Ne morem te odpeti iz lisic, ker si trenutno preveč izven nadzora. Sedela bom v tem avtu, umiri se. Sedela bom v tem avtu, če mi prosim snameš lisice. No, ne morem te imeti brez lisic. To je protokol. Zaradi tega bi lahko izgubila službo. Ves čas bom ostala v tem avtu. Vseeno boš morala sedeti v avtu, ampak obljubim. Hvala, samo v redu. Me veš, poslušaj. Eli, poslušaj. Umiri se. Globoko vdihni tukaj. Zdravo, ne morem te slišati. Na zdravje. V redu. Eli, aretirana si in moraš biti v lisicah, prav? Ne morem te slišati. Ne morem. Ne me hecati. Ne morem biti v lisicah. No? Poslušaj, naj ti nekaj razložim. Edina druga možnost je veliko slabša od te in ti ne bo všeč. To je kaj? Kjer te moramo popolnoma zaviti. Ne. Ampak to razumem. Imate dve možnosti. Ena je ta. Pustili bomo vrata odprta, da boste lahko poskusili priti do sape. Ampak kar vam pravim je, če zavračate sodelovanje in nočete biti vklenjeni, je druga možnost veliko slabša od te. Prosim, lahko sedi zdaj, ker mi... Ne morem, ko zaklenejo vrata, lahko sedim spredaj s tabo. Ko zaklenejo vrata, bo težko. Ko se zdi, da se je Eli malo pomirila, ji eden od policistov preišče žepe in najde elektronsko cigareto. To sproži nov izbruh. Ne smete vzeti teh elektronskih cigaret, ker mi jih kupujejo starši. Ne smete jih vzeti. Starši mi jih kupujejo. Stara sem 18 let in to je bila včasih dovoljena starost. Zato mi jih ne smete vzeti. Elektronskih cigaret ni več, no, ne morete jih imeti na zadnjem sedežu. Preprosto jih bomo dali nazaj v avto. Kaj praviš na to? Ne, poljo boste vi vzeli. Imamo jopico. Hvala. Se ne misliš resno? Se ne mislim. Moš mi dati $27. Ni dem. Ne bom tvegala, ne bom. Kaj pa ti? Prosim, srečava se v avtu. Ja, mislim, da moraš to narediti. V redu. Uporabi vape vmes. V redu. Torej, to je dogovor. Moram vzeti elektronsko cigareto. Ne, ne moreš. Dejno, ne moreš. Pa mi dej $27, ker sem pravkar plačala vse svoje. Plačala sem, bom dala v tvoj avto, prav? Dala bom v tvoj avto zdaj. Prav? Ne. Ampak tega ne moreš vzeti. Sorry. Bolj kot se boriš? Bolj kot se boriš z nami, dlje bomo tukaj. Ne jemli tega. Eli, nehaj se hecati, prav? Ne jemli tega. Nehaj se igrati. Najprej ga potrebujem jaz. V redu. Preiskala te bom, da se prepričam, da nimaš ničesar drugega pri sebi, prav? Ničesar drugega ni.
Moram še enkrat preveriti, glede na to, kje smo zdaj. Punčka. Prosim, ne govori z menoj. O moj bog, zakaj se gremo tu? No, lahko ga imaš. Rekla sem ti, da ga bom pustila v tvojem avtu, ker imaš prav. Ni nezakonito, da ga imaš, ampak moji starši so mi ga kupili. Stari so 21 let, oni ga lahko kupijo. In jaz, Aleki Tazgar. 5 ur ga že nimam pri sebi. Lahko prosim, daš to v moj avto. To je rekel. Ne, ker sem ti rekel, da ga ne smeš uporabljati. Ko mi je rekla, da bo šlo v moj avto. Prosim, dej to v moj avto. Pravkar so za to plačala $27. Sem čisto brez denarja in to res potrebujem. Prosim. Prosim, dej to v moj avto. Prosim. Čo je? V redu. Prosim. Ne. Veš kaj pa tole? Mi lahko prosim sam daš njene ključe? Torej jo bomo vzeli ven in jo popolnoma preiskali in če bomo morali dati nazaj v avto in jo dati zadaj. Prav. V redu je. Eli, če boš grizla, te bom dala v sistem vrek. Ne vem, o čem govoriš. Nehaj segati. Prosim, spravi me ven tu. V redu. Ne moram biti tukaj s tabo. V redu, hvala. V redu, torej sem. V redu. Eli, zdaj bom opravila nekoliko temeljitejši pregled. Tako kot ne smeš me dotikati. Ne dovolim ti, da se me dotikaš. Ne kriči! Ne dovolim ti, da se me dotikaš. Ne dam ti. Dovoljenja, da se me dotikaš ali govori z mano. Ne dam. Ni mi mar, če si ženska. Ne dam ti dovoljenja. Samo ne dotikaj se me. Ne dam ti dovoljenja, samo dotakni se me. Ne dovolim ti, da me dotikaš. Ne dam ti dovoljenja. Ne dotiki se me. Samo zato, ker si zunaj. Samo še slabš si delaš. Samo še slabš si delaš, Eli. Ne. Samo zato, ker si pri policiji, to še ne pomeni, da me lahko dotikaš brez mojega soglasja. Policisti menijo, da nimajo druge izbire, kot da uporabijo zadrževalni ovoj, ki naj bi osumljenca bolj omejil in mu preprečil, da bi poškodoval kogarkoli, tudi sebe. Te pokličem kasneje, prav? Vi ste stari možje, ne vem, kaj lahko naredim. Nehaj, kaj je? Pridi sem. Nehaj, nehaj. Dobil sem hekerko, ona je to naredila. Nehaj, zasedena sem. Dotakni se tega. Hej, poslušaj. Moraš nehati, Eli. Nehaj se boriti, nehaj se boriti, nehaj se boriti, nehaj se boriti proti njej. Eli, nehaj se boriti. Samo slabše si delaš. Nehaj se boriti. Pusti, da jaz govorim, Eli. Moraš nehati. Eli, moraš globoko vdihniti. Nehaj se boriti. Eli, nehaj se boriti, ker si boš samo še bolj škodovala. Nehaj se boriti, nehaj. Poskušamo poskrbeti, da sediš. Nehaj poskušati ugrizati. Nehaj, počakaj. Ta stvar je spodaj zavita. Bom to imela v mislih, o moj bog. Jelaj, kaj lahko naredimo, da se pomiriš? Brat, ne moreš iti tja noter, ne da bi bil ranjen, brat. Pojdi. Prosim, jaz sem... Ne, moramo jo premakniti, da bo lahko z nami. Moram iti cilje. Joja, v redu si? Ne, tukaj piše kolena, tukaj jo moramo dvigant. V redu. Še za 2, tukaj jo moramo dvigant.
Razumem, imam jo. Odlično ti gre, odlično ti gre. Dva manj od česa. Ne moš no ustaviti, jaz bom pridigala. Zlomila se bom. Nehaj, samo še slabše si delaš. Ne upere se. Kaj vi podpirate? V redu, dvignali jo bomo. Kako bomo sedeli? Počakaj, ne. V redu. Usedli se bo. Kar naprej. Koleno nazaj. Hrbet ne bo naprej. Žaz zadaj. Eli, odlično ti gre. V redu smo. Globoko dihaj. Globoko dihaj, Eli. Eli, če boš še naprej zabijala nohte vame, Me zelo boli v trebuhu. Prosim, Odpnite tistega na mojem trebuhu. Prosim, odpnite tistega na mojem trebuhu. Eli, ni ničesar, samo tako zelo boli. Eli, ne? Tako zelo boli. Spusti tistega na mojem trebuhu, zbada me. Živijo. Eli? Nahaž. Poskušam ti pomagati. Nahaž. Poskušam ti pomagati. Človek boli. Moraš nehati. Vlečeš za to. V redu je. Halo. Ustavi se, da lahko popravimo, prav? Boli, to bom premaknil. Poskusimo to premakniti navzdol, če lahko. Tako zelo boli, samo odstrani tistega na mojem trebuhu. Vem, v redu. Sam dej nam trenutek. Odstrani drugega. Zdaj. Mora dobiti ključ. Eli. Spusti me zdaj. Nehaj. Nehaj kričati. Počakaj. Nehaj. Tudi pod tole. Nagni jo nazaj proti tebi, naj bruha, potem pa poskusi to malo potegniti dol. Moraš to sprostiti. To moraš sprostiti. Ja. Nagibali, če bomo nazaj. V redu. Spustite me! Eli, popustil bom to. Lahko to potegneš dol hitreje, prosim? Kako je zdaj? Je to vse, kar zmoreš? Lahko še mal? Ne premočno. V redu. Haj? Ne delaj tega, boli, ne, boli me trebuh. Prosim, prosim. Tako sem se počutila, kot da nimam. Ne, boli me želodec, nehaj. Res? Te tako boli, da moraš pljuneti? Ja, da bruham. Ja, tako, zelo boli, zelo. Nagni jo naprej. Res, lahko kar naravnost prevežeš. Kaj za vraga, če želiš? Prosim, ne. Prosim, sam poklič mojo sestro. Ni vložil prijave. Ja. V redu, kaj? Ja. Dvignili jo bomo gor. Kaj, ena? 2, 3, vseeno. Tip, tožila vas bom in vložila prijave. Boli. Nehaj. Nisem, nočem iti ven. Policija Eli naloži v policijski avto in jo odpelje v zapor, kjer več pravosodnih policistov čaka, da pomagajo. Je v zadrževalnem sistemu RAP. Pazite, ker grize, pljuva,
Trenutno nima zaščite proti pljuvanju. Nima je, ne. Zaščita proti pljuvanju. In ona je dol, moramo zamenjati. In ona poskuša ugrizniti vse, kar je v dosegu, zato pazi na roke in vse ostalo. In potem njeni nohti, z njimi se zarije, če lahko koga zagrabi. Z nohti se zarijo kožo. Ponesrečena se je. Ne. Ne, bo v redu, so že na poti. To bo kot vožnja pod vplivom alkohola. Zaradi njenega vedenja do policistov na parkirišču Targeta so pazniki pripravljeni s ščitom proti pljuvanju. Ako ji ga poskušajo nadeti na glavo, gre vse tako, kot bi pričakovali. Dajte mi to takoj iz ust. Dihaj, ne morem dihati. Ne morem dihati. Ne morem dihati. Ne morem pasti svoja usta. Odmaknite to. Hvala. Samo nagni glavo nazaj. Nasloni glavo nazaj. Lahko grem prosim počasi. Še vedno sem tako jezna. Trenutno te tukaj nihče ne more aretirati, prav? To pomeni, da te bodo morali ti moški odnesti noter. Če dekreta. Oni bodo stali. No, moški se ne smejo dotikati nobenega dela mojega telesa. Razen ta. Nimam dovolj moških ali žensk, da bi to naredil. No, lahko se dotaknejo samo zajca, jaz ne. Ne bom jim dovolila, da razstavijo moje telo. Da, naredimo to. Ali bi morali biti sposobni prehoditi celo pot, če imamo malo več vode? Predsedniška pisarna. Da lahko. Če me želijo okleniti, ne morem hoditi z rokami za hrbtom. Lahko držijo eno od mojih rok. To moramo narediti, da vas spravimo skozi ta vrata. Potem pa vam bomo odstranili zadrževalne pripomočke. To je zvočna pregrada. Dokler noben moški v državi. V redu. Eli se preobleče v oranžen kombinezon in jo namestijo v priporniško celico, medtem ko policisti urejajo papirje. Ampak komaj čaka, da odide. Kakšno je tvoje vprašanje? Kakšno je tvoje vprašanje? Ne, zjutraj. Zjutraj. Moram iti v trgovino nocoj. Ne. Moraš k sodniku. Kaj pa če bom? Če to slišim, kaj je to? Če slišim, da se danes po noči stopnjuje, oni ne. Nimaš varščine, dokler je sodnik ne določi. Redu boš. Redu boš. Ne bom. V redu boš, tako kot si zdaj. Videla bom, kako bo napredovalo. Moram iti danes zvečer domov. Globoko dihaj, prav? Zaupaj mi. Pri teh mladih damah, s katerimi govoriš, si v dobrih rokah, prav? Če ne grem, moji starši ne bodo plačani. Karkoli že je, da me danes zvečer spravijo ven, ker ne morem biti tukaj. V redu, poskusimo. Zakaj ne bi? Poskusili nekaj tehnik za pomiritev, prav? Ne morem biti tukaj danes zvečer. Res ne morem biti tukaj danes zvečer. Res ne morem biti tukaj danes zvečer. Vse bo v redu. Ne morem biti tukaj danes zvečer. Ne morem biti tukaj danes zvečer. Tako. Eli, pridi sem. Poslušaj, Eli. Upisal te bom. Poglej, čez nekaj časa, prav? Dal ti bom 3 brezplačne telefonske klice. Ampak poslušaj, tukaj boš samo za nocoj. Poslušal boš. Eli. Poslušaj me. Sam za nocoje. Poslušaj, Eli, vem, ampak lahko koga pokličeš? Moji starši, v redu, ampak poslušaj, pridi do vrat, da mi ne bo treba, poslušaj. Nažalost boš moral preživeti noč tukaj. Poslušaj za trenutek, pusti, da govorim. Eli. Vem, ampak poslušaj. Eli, nikamor ne bo šla, tukaj boš ostala, jaz bom tukaj celo noč. Poslušaj. Eli. Ne morem. Razumem, ampak nimaš izbire. Naj pokličem svojega
Ja, dovolim ti. Ampak zjutraj, draga, gremo. Ne, pelj me na policijo. Eli, sodnik mora določiti varščino, pa ga ni tukaj. Ne bo ga do jutra. Prosim, pokličite sodnika. Prosim, tako to ne deluje. To pri tebi ne bo šlo. Jaz sem pomembna. Ostani tukaj. Eli, nimaš izbire. Ne govori tega. Dober dan, hej. Tega ne boš naredila. Prav? Ne morem dihati. Tako ne boš pošla nikamor. Ja. V redu. Moram iti domov. Zjutraj. Ne, takoj zdaj. Ne. Zjutraj. Moram peljati psa ven. No, Eli, ko se umiriš, mi sporoči in te bom prijavil v postopek, ter ti omogočil telefonski klic. Ampak pokazati mi moraš, da se boš umiril in da se boš obnašal. Moram iti, prav? Boš zjutraj. Ne, moram iti. Zapiši si. Torej, Eli. Umiri se. Eli, umiri se. Ko se umiriš, mi povej, prav? Tukaj sem, celo noč. Eli je bila sprva obtožena 16 kaznivih dejanj, vendar je sprejela dogovorjeno priznanje krivde, s čimer so vse obtožbe razen 3 padle. Vožnja pod vplivom alkohola, upiranje policistu in kraja v trgovini. Po podatkih sodišča v Illinoisu je preživela 6 dni v zaporu in 2 leti pod pogojnim nadzorom. Zdaj smo spet v Wisconsinu, tokrat v New Berlinu. Policist ustavi avto, ki naj bi vijugal po cesti. Živijo. Policijska Ali, policija New Berlina. Oprostite. V redu je, vse je v redu. Obožujem pse, nič hudega. Imate osebni dokument pri sebi? Da, gospa. Jaz sem policistka, Halliday. Razlog, da sem vas ustavila. Hej. 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 Hej, oprosti. Ne, v redu je. Neki stvari. Lahko greš? Boš šla zadaj. Živijo, ja, ni problema. Ja. Prijatelj, hej, pridi sem. V redu, zakaj naj bi dvignil okna, da se ne zgodi kaj takega? Pravkar si to razbil. V redu je, on je mladiček, razumem. Moja napaka. Razlog, da sem vas ustavila. Ja, pritegnili ste mojo pozornost tam zadaj, ker ste trubili gospe. In potem, ko sem vas spremljala, mislim, niste se ustavili. Odpeljali ste se, skoraj ste zadeli ljudi. Zato sem vas ustavila. V redu? V redu je. Kam pa ste namenjeni? Grem k bratu domov. Ne morem dihati. Ne morem. Odkot prihajate? Ja, mislim, da je to naredil s svojim nohtom. Od tam prihajate? Moje mame. Ona je, lahko ti dam njen naslov. Ali si prihajala od tam? Isti naslov, kot na tej osebni. Prav, od tam prihajam. V redu, super. Počakaj trenutek, bomo uredili, da boš lahko šla naprej, prav? In potem, ja, morda boš potrebovala brisačo. Mislim, da jo boš. Ne. Mislim, da je to nered od laka za nohte. Je to tvoj pes? Ja, da. Moj pes, on je priden fant. Lahko začnem to pospravljati, počista tole. Imaš kaj kakšno brisačo? Imam. Je zadej? Ja. Lahko jo zlahka vzameš? Ja. Kar naprej, začni pospravljati. V redu? Ja, v redu si. Ne, vse je v redu. Voznik je identificiran kot Christopher Nelson. Njegov pes Winston je prav tako v avtu in je nastala kar precejšnja packarija. Tretja, mednarodna. Bo to okrožje 2? Ta tip je trenutno neverjetno pijan. Razmišljal sem, a je spol zraven ali ne. Ne. On pospravlja. Torej, živijo, on je, razložila bom v sekundi, ampak lahko greva gorpon. Lahko greš gorpon? Ne, ima psa v avtu. Ja? Ima zaprto steklenico Smirnoff Ice. In v vznemirjenju jo je pes preluknjal in razlil Smirnoff Ice po celem avtu. Tako da sodeluje, ampak je izjemno pijan. Samo vednost. Zdi se, da je moja mama na poti, da vozi tik za nami. V redu. V redu je, ne bodi prestrašena. Hej, naredila mi boš eno uslugo. Greš ven z mano, prav? In se bova pogovorili. Ja, ni problema. Nočem jih izgubiti, prav, ne. Ni problema. Prav, draga, ne bo skočil ven, lahko? Ne. Ne boš, si pravkar zaprl vrata. Jaz sem nočem, da skoči skozi okno, ali da spet poskusi skočiti skozi okno. Prav? Ne, v redu je. Ja. V redu sem. Imate pri sebi kakšno orožje? Ne. Ne. Vam je v redu, če vas moj partner tukaj preišče? Ne, kar pa idite naprej in jaz se bom obrnil ter odpeljal vaš avto za vas. Dajte roke za hrbet, dajte roke za hrbet.
Roke za hrbet, Ben, tako, prijatelj. Sebi kak tukaj. Ja, ni problema. Preširi noge zame. Si že kdaj imel stik s policijo v New Brnu? Da, sem imel. Kdaj je bilo to? Prepoznam te. Poskušam se spomniti, odkot te poznam, ampak Springdale? Springdale? Midva. Pomlad se spomnim. V redu, zdaj se spomnim. Moja mama je šla ven, ma. V redu je, naj se vrnem k temu. Počakaj. Naj se vrnem k temu, kar sem govorila. Torej, razlog, da sem te poklicala ven, je ta, da je nekaj zaskrbljujočih stvari. Opažam znake, da je morda trenutno pod vplivom alkohola. V redu, vključno s tem, no, bilo je zaprto, zdaj ga je pes preluknal iz nekega razloga. Koliko alkohola ste popili? Danes? Eno, vse skupaj. Ne. V redu. V redu si, sprosti se, ja? Obrni se in poglej policista Helidaja tukaj. Koliko alkohola ste danes popili? Nič. Sploh nič. Kaj pa kakšne prepovedane droge? Ne. Kakšna zdravila na recept? Ne. Ne, v redu, ja. Torej vas bom preverila. Ne vem, kdo je to. Ne? Ja, ne skrbi zanjo. Oprosti. Lahko. Lahko za trenutek sedeš. Moja mama. Moja. Moja mama je na poti, vem. Jaz! Vseeno sem se morala vrniti v avto. Morala bi stati in se za trenutek ustaviti. V redu je. Kristofer, ki je imel že 6 voženj pod vplivom alkohola v svojem dosjeju, prisega, da ni pil alkohola, a policisti mu ne verjamejo. Torej, kar bom naredila, glede na to, kar zaznavam in kazalce, ki sem jih opazila, te bom peljala skozi nekaj testov, prav? Želim se samo prepričati, da si varen za vožnjo. Seveda. Zakaj si že poklicala svojo mamo? Ker sem videla policijske luči za sabo in sem se prestrašila. V redu. Si bila zaskrbljena, da boš imela težave ali da te bodo aretirali, ali ne, si samo želela, da pride? Skrbelo me je samo za psa. V redu. No, bomo poskrbeli za to. Kako mu je ime? Winston. Vince. To sem ti povedal. Se pravi imenitno ime. 11 mesecev star. Všeč so mi. No, prosil bi te, da vstaneš, prav? Tako bomo lahko začeli in te pripravili, da greš, prav? Torej. Ja, raje ne bi upravljal preizkusa treznosti na terenu. Torej nisi pripravljen sodelovati pri nobenem od mojih testov. Poskušam ti povedati, da nisem pripravljen sodelovati. Samo. V redu. Rado bi, da poskusiš test, ker ti trenutno želim za zdaj verjeti. Želim ti za zdaj verjeti. Poskusi s testi. Ja, S od S tipk. V redu. Ste pripravljeni stati z nogami skupaj zame? Dajte roke ob telo. Tako. Prav tam. Ne, roke ob telo. Ostanite tako, dokler vam ne rečem drugače. Razumete? Da. Gospa, v redu. Ali imate kakšne zdravstvene težave, na katere moram biti pozorna? Ne vem točno, katere so, ampak ja. Ja, v redu. Kaj povzročajo? Kaj povzročajo? Ne bi ti mogel povedati natančno, ampak ja. V redu. In rekla si, da ni alkohola. Ne, nobenih drog, nobenih drog. Ne. In nobenih nedavnih poškodb glave. Ko pride moja mama, bi bilo boljš, da vzame psa. Ja, o tem bomo skrbeli čez trenutek, takšne nedavne. Ja, brez razloga. Ne skrbi za to, ne. Nedavno, v redu. Oprosti. Ne, v redu je, v redu. Poskušam samo narediti to, kar si mi rekel. Ja, torej lahko vidiš konico mojega prsta. Ja. Gospa, v redu, zdaj bom premikala svoj prst. Želim, da slediš mojemu prstu samo s svojimi očmi. Razumeš ta navodila? Ja. Gospa, v redu, kar začni. In poglej moj prst. Glej ga. Prav. Tam je. V redu, z njo se bomo ukvarjali čez trenutek, prav? Nočem, da si motena. Ne, sploh nisem motena. Samo gledam jo in opažam, da se je ustavila. Da bi lahko... V redu je, naj počaka, prav? Lahko dokončaš test? Lahko. Lahko. Lahko še naprej iščeš? Lahko samo vstanem z njo. Že je to. Kot si rekel, moja mama je pravkar prispela. Ja, zato bo sedela v avtu in čakala. Super. Torej, lahko dokončaš nalogo z mano? Ne. Ne. V redu. Torej nisi pripravljena nadaljevati. Ne, pravim ti, da nisem pripravljen nadaljevati s čimerkoli. V redu, kaj mi potem želiš povedati? V redu, si pripravljena nadaljevati? Nočem se prepirati s tabo. Ne, v redu je. Samo vprašala bom, ali si pripravljena upraviti teste. Si pripravljena sodelovati z nami? Seveda. Pripravljen sem. V redu, lahko potem nadaljujemo.
Raje bi šel preveriti, samo da se prepričam, če lahko vzame mojega psa. Domov, tako da ti bom zdaj povedala, da to trenutno ni možnost. Trenutno izvajam preiskavo. V redu? Si pripravljena opraviti test, za katerega te prosim? Sveda. V redu, lahko nadaljujemo s tem, prosim? V redu. Lahko nadaljujemo. V redu. Lahko ja ne stojite stopali skupaj? Moje noge so skupaj. Ne, prosim, naj se dotikajo. Potrebujem, da se dotikajo. Da se vaše stopala dotikajo. Dal bom vaša prsta na noge skupaj. Ne. V redu so. Torej, stvar je paka. Ne. Nisem. Pojde naredimo takoj, prav? Ti testi morajo biti opravljeni na določen način. Ko ti dam navodila, ostani tam, kjer si. Ja, roke ob telesu. Ja, ne premikaj se, prav? Ja. Gospa, še naprej sledite mojemu prstu. Nadaljujte s sledenjem. Ja, zadnjih pol ure sem se igral s svojim psom v parku in... Zdaj sva tukaj in delava test s prstom. In jaz se majam, veste, nočem gledati. V redu, morala bom še naprej preverjati, prav? Lahko snameš kapo, morda ti bo tako lažje. Da, gospa. V redu, pustili bomo tako. Prav, še naprej sledi, prav? Tokrat bo šlo navzgor. In samo vrzi to na stran, ne, vidite, da sem tukaj. V redu, si pripravljena? Da, gospa. V redu. Torej, kar bom zdaj naredila je, da bomo na to opravili test hoje in obrata. V redu? Tega rajš ne bi naredil. Rajš bi, da ženska, ki se je pripeljala pred ta avto, pobere psa, ki je v tem avtu. Ja, za to bomo poskrbeli. Jaz osebno... No, ne skrbi me, da to počnemo. Dal ti bom še eno priložnost. Raj bi, da končava zdaj. V redu, zdaj se boš obrnala. Pridržana boš zaradi vožnje pod vplivom. Fred, kako to storimo? Poskušala sem ti verjeti, tip. Ampak ja. Hej, veš, sam naredi, kar moraš. No, dej. Absolutno. In poskrbeli bomo, da bo Winston prišel k tvoji mami. Prav? Popolno. Nisem oseba, ki bi pustila psa brez doma. Moraš ga dobiti, samo obrni ga. Na tleh? Prav. Yes, tako, tam. Bolj ko se Christopher približuje dejanskemu pridržanju, bolj je vznemirjen. Živim tukaj, odkar sem bil star 13 let. Si jezen name. Zdaj sem star 42 let. Da. Naredite, kar pač počnete. Kar naprej, pretepite me. Nehajte me metati v avto. Naredite, kar pač počnete. Ne bom se upiral, nisem prepričan. Naredite to, ono in še kaj drugega. Vi ste pa... V redu, razumem. To je sranje. Sreča, to velja za oba. Bi morali izgubiti urednika. Hej, prijatelj. Hej. Ja, si bil tepen v srednji šoli. Moraš biti, ti maslo. Nehaj, ja. Ja, nehaj, ti človek. Polunam si ti pod noge, ti boš šel na tla. Jezen sem nase, pusti me, da dokončam stavek. Dol. Vidva oba, živijo, jaz. Grem v trgovino. Lahko začneš. Kaž? Hej, Phil! Tretji, vi ste moči, hej, vi. Pes na zadnjem sedežu avtomobila in 6 ali 7 let stara ženska, ki se je noro zabavala s psom. Brez razloga, človek. Ti človek, pejt se jebat, vem, kam grem. Hej! Človek. In nenadoma začne leteti slina. Ja, podzemno. Lezi na tla. Crab. Zdaj, lezi na tla. Hej. Quarantine. Sploh ne vem. Ampak ej. Položi koleno na moja prsa. Prisloni koleno na moja prsa. Njegovo nogo sem spravila dol, ampak... Kar nadaljuj. Kar nadaljuj, imaš moje roke. Ja, ti pomaga ženska. Ja, položi roko na mojo roko. Ti. Ja, prijaj na ven. Ti, ja. Ja, dobro, naredi to.
Dobro, tako je. Tako težko, tako težko. Prosim. Ja, nekaj jih. Ja, vzej mi 19. Halo? V redu, vprosti. To bom zadržal zate. Mama je v avtu. Ona dobi, prav imaš. Narediš nekaj? Narediš karkoli, vi nimate pojma. To je super. Vsa vaša imena so v policijskem poročilu, komaj čakam. V redu. Kaj pa, če vzamem brisačo, da se obrišem? Seveda. Ja. Obriši si obraz. Razumem, obriši si obraz. Ja, zgrabi me za glavo in mi jo zabij dol. In potem te obrnem stran od sebe. Ja. Obrneš me stran od sebe? Ja. Ja, hud tip si. Ja. Res si hud tip. Ja, bi. Ja, res si hud. Tako hud si. Dobra novica je, da je bil Winston v dobrih rokah pri Kristoferjevi mami. Tudi jaz vzamem igrače, ne vem. Lahko to obvadam? Ne, tukaj, kuj zdi, da ti to dam. Naj ti to dam za tvoje dobro. Torej ne, tega ne moreš narediti. To je tvoj avto, kaj ne? Ne. Ne? Čigav avto je potem to? Mislil sem, da je rekel, da je tvoj. Tisti rdeči zadaj. V redu, ne skrbi zaradi tega. Lahko greste, gospa. To bodo starejši. Da, gospa, da, bom. Torej, v redu, najlepša hvala. Fantje, hej, zaprite okno, ker mislim, da poskuša skočiti ven. Slaba novica? Bil je čas za pljuvalni stol. Prevalite se na levo. To koleno bomo dvignili, nato pa se prevalili nanj in vstali. Torej se prevalite, tako, odlično. Dobro. Tako, prav tako. In potem, ja, gospod. Še vedno smo tukaj. Ja, lahko počistim. Zemlja, ja, vzem dve, ti gospod, razred. Malo nižje. Malo, v redu. Počakaj trenutek, tam je luknja. Hej! Kaj je? Samo počakaj. Gremo, to je. Iskanje. Pojdimo. Doktor, jaz sem. Oprosti, svet, govorim sam, oprosti, uredja, uspelja, prosim, najprej Winston je z mano, ja, smo gleš, ja. Jaz sem. Oprosti. Želim, da ti je udobno, ne? Ne, razumem. Ja, dobro jih držim, da ne vlečejo tako močno. Ja. Kaj je? Kaj je to? Rekl sem, vse te ti bom pustil. Naš? Prav. Z nogami smo končali. Prav držimo gležne. Ja, prav. Ja. Roke so naslednje, gremo. Levo, naredi, kar moš, boj močan. Pejdi ven, pazi, levo. Ven. Kaj je, kako si? Ti lahko damo ogenj. Sprosti se. Ja, sprosti se. Hej, prsti, ne zlomi nam prstov. Umakni svoje prste z mojega. Moraš, hočeš, samo sprosti se. Stari. Nehaj mi vleči roke nazaj. Snemi mi lisice ali pa nehaj vleči mojo roko stran. Ne poskušam tega narediti. Poglej me, vas je 8. O čem za vraga sploh govorimo? Vas je 19 na meni. Ena. Stari. Ja. Pa se bori. Ja. Poskrbi, da se ne moreš premikati. Ne, ja, bolje zategni. Zategni močno. Ja, boljši občutek v prijetosti. Ne. Ja. Raže si ga dobro zategn, da bo miren, spustil si me za pol sekunde. Kmal te bojo ujel, v redu je. Ne, človek. A želiš, da jaz? Samo mislim, da bomo morali v vsakem primeru iti v bolnišnico. Torej, ker je 7 mesecev, bo dolgo trajalo, če to zavrnete. Tako da lahko jaz uredim vso dokumentacijo. V bolnišnico, v redu. Naj gremo kar v Vokišo, v bolnišnico, v MH. Ker nišče od nas ne gre v zapor.
Nisi, 7, dogovorjeno. Gremo gor. Peljite me v zapor. Naredi to. Spusti se dol, zagrab. Tudi jaz imam dovolj. Policist je spet tukaj. Jazz? Zagotovo. V redu. Kje me boš videl? Nimaš. Imaš otroke. Prsep, doma. Ja, nimam otrok, tako da je to enostavno. To je v redu. Ja. Kje smo tukaj? Ustavljam se. Lahko vidiš? Ti in tista grda prazica. Samo tebe bom dobila. Imam utemeljen razlog za preiskavo avtomobila. V njem je mogoče alkohol. Pes teka naokoli in on nam bo povedal, in on nam bo povedal, in on nam bo povedal. Testiranje je domnevno pokazalo, da je bila raven alkohola v krvi Krištofa zelo visoka. Domnevno je napihal 0,223, torej skoraj 3-krat več od dovoljene meje za vožnjo. V redu, Krištof, me slišiš? Me slišiš? V redu, predvidevam, da me slišiš. Preden ti postavim kakršnakoli vprašanja, moraš razumeti svoje pravice. Imaš pravico molčati. Vse, kar poveš, se lahko in bo uporabilo proti tebi na sodišču. Imaš pravico govoriti z odvetnikom pred zaslišanjem in imeti odvetnika ob sebi med zaslišanjem. Če si ne moreš privoščiti odvetnika in ga želiš, ti bo odvetnik dodeljen brezplačno pred kakršnimkoli zaslišanjem. Če se odločiš, da boš zdaj začela odgovarjati na vprašanja, lahko tudi kadarkoli med zaslišanjem prenehaš odgovarjati na vprašanja. Torej, če se odpoveš tem pravicam, si pripravljena odgovarjati na moje vprašanja. Ne? Ne? Kristofer ni izpodbijal obtožb za vožnjo pod vplivom alkohola, metanje ali izliv telesnih tekočin na delavca javne varnosti ter napad ali grožnjo sodniku, tožilcu ali policistu. Obsojen je bil na 6 let zapora. Danes zaključujemo v okrožju Pinellas na Floridi v enem od lokalnih hotelov. Zaposleni je poklical 911. Ja, ena od mojih sodelavk je poklicala in povedala, da je bila ona nezavestna za pralnim strojem. Stopil sem. Sedela je na smetnjaku, v bistvu je izgledalo, kot da opravlja potrebo na smetnjaku. Tako je. Tako je. Torej, kaj si morala narediti? Odločila sem se, da jim povem. Kaj si morala narediti? Ker mi nisi hotel dati jasnega odgovora na to. Torej, Nisem jim hotela povedati, kaj je bilo. Zato jim nisem hotela povedati moji nečakini in nečakom. Torej, to je bilo in ti si hotela vedeti, torej, kaj je bil dogovor. Zato sem jim povedala, ker kaj je bil dogovor, torej, kaj je bilo. no. Ja, zato nisem mogel dobiti jasnega odgovora od tebe, ker si bil sedel. Kaj je bilo? Dal si mi lažno številko sobe, ko sem vprašal. Dal si mi lažno številko sobe, ko sem vprašal, katera je tvoja soba. Vprašal sem, kje si bil. Ali bivaš tukaj v hotelu? Ne, bivam tukaj v hotelu. V redu, kje je tvoj telefon? Kaj je bilo? Imam to v svojem telefonu. V redu, Kje je tvoj telefon? Ne more ga najti. Naj idem po njega. v redu, počakajte. Kje je reševalec? Boš spat? Takoj ga poiščem, je na mojem telefonu. To je Tiffany Sanders, ki se prepira z zaposlenim, preden jo prekine policist. Odhiti stran, očitno išče svoj telefon, a jo drugi policist ustavi. Ne vem, kaj je to, imaš prav, ne vem, kaj je to. Najprej vem na svojem telefonu, kjerkoli je moj telefon. Kaj če poiščemo tvoj telefon, medtem ko se pogovarjaš z reševalci, da bojo lahko šli? Bom pogledala na svojem telefonu, ne vem, kaj je to. V redu, lahko govoriš z reševalci? Poskušam se izogniti temu, da bi te odveli v zapor. Zato se sprosti. Najdi si službo. Ker se trenutno neprimerno obnašaš. Pejdi govoriti z reševalci, da te lahko odpeljemo nazaj v tvojo sobo in gor v nadstropje. Končajmo razpravo. Poiskali bomo tvoj telefon. Ne odgovarjaj tako. Samo pridi in odgovori. Imajo nekaj vprašanj zate, da bodo lahko šli, prosim. Pejdi, nehaj, pejdi govoriti z reševalcem. Zakaj reševalci? Kršitev javnega reda in miru. Si tudi ti v zaporu, ker jaz ne kulturno govoriti. Služiš na določenem območju. Zato te ne bom še enkrat prosil, ker sem bil zelo ljuden s tabo. In ti tako imam. Ja, to je Edi, takšna si zdaj. Redo. Vidim dolarje, ki ti grejo iz ene strani na drugo. Jaz sem kot. Sejte z mano. Gospa, pogovoril se boste z reševalci. Kdaj ste prav izrekli besedo, oprostite? Gospa. Bomo. V redu. Hvala. Poiskali bomo vaš telefon in se pogovorili z reševalci. Gospa, v trenutku vas bomo peljal v zapor. Veste, kakšno torbo ste imeli, ko ste prišli prej? Vem, kje. Je lov najden. Prav tukaj. Sedi na tistem smetnjaku. Tiffany, na tistem smehnjaku.
Tiffany, če boš spet odšla, boš šla v zapor. Razumeš? Dal ti bom lisice in boš streznila v zaporu. Prav? Tukaj boš sedela in govorila z reševalci, da lahko to uredimo. Jaz sem nadzornik tukaj, dovolj imam tega, razumeš? Ker sem rekla ne. Ne, nisem to. Gre za celoto situacijo, medtem ko smo tukaj. Prav, kaj pa tole? Ne govoriš, odgovarjaš na njihova vprašanja. Jaz sem končal, ne bo več odgovarjal na tvoje vprašanja. S tem se ne bom ukvarjala. S tem se boš ukvarjal. Če odideš, ti bom nadel lisice. Šel boš na zadnji sedež avtomobila in šel v zapor. Konec razprave. S tem se mi ni treba ukvarjati. S tem se moraš ukvarjati. Jaz tudi. Jaz smo zdaj tukaj. S tem se mi ni treba ukvarjati. V redu. Naj hitro poiščem svoj telefon. Gospa. Zdaj boš šel v zapor, če ne nehaš, razumeš? Ne bom se ukvarjal s tem. Hitro bom uredila nekaj na svojem telefonu. Ne boš. Bo. Policisti upajo, da bo Tiffany sodelovala z reševalci, a ni uspeha. Stopite stran. Stopite stran. Tiffany, dokler tega ne razrešimo. Jaz bom to uredila. Odpeljem jo v zapor, trenutno. Zakaj? To je smešno. Kot prah na drugem malem templju je lahko. Nehaj. To bom naredila zelo hitro. Pospravi enega. Tudi. Ojoj. Prosim, imam samo en značaj. To je smešno, človek. Poskušam ti pomagati. Poskušam vam pomagati, tako da delam, kar moram. Večkrat smo ti rekli, naj prenehaš. Nisem samo. Dal ti bom tvojo torbico. Mi lahko prosim vrneš moj telefon, no? Ravno kar ji bojo zvezali noge. Ko eden od policistov odide na zadnji del policijskega avtomobila, izklopi zvok na svoji telesni kameri, medtem ko nanj kriči Tiffany. Toda policist na sprednjem sedežu ima svojo telesno kamero, še vedno vklopljeno in lahko slišite, kaj se dogaja na zadnjem sedežu. Nehaj. Nehaj, snemite jih z mene, ne? Nisem slaba oseba. Zdaj si zelo slaba oseba. Pravim ti to, človek. Vse jih predstavljam sebi. Odstrani jih z mene. Nehaj. Odstrani jih z mene. Nočem tega početi. Samo pijan si, nehaj. Tvoje obnašanje je nesprejemljivo. Poslušaj, če poškoduješ to okno, boš obtožen kaznivega dejanja. Ker si pijan, dovolj, ne govori z menoj tako. Zakaj bi... Me tako obravnaval. To ni pošteno, ej. Mi bomo... Od zdaj naprej ti bomo dali lisice na noge. To ni prav. Ne ravnajte tako z mano. Nisem kriminalka. Ne ravnajte z mano, kot da sem kriminalka. Prislimajte mi vas mene. Ne ravnajte tako z mano. Ne ravnajte tako z mano. Ne delajte mi tega. Nehaj. Snemite mi to z rok. Z rok. Nehaj. Ne, tako. Ne boš poškodoval mojih policijskih avtov, razumeš? Ne. Tako, ja, vem, da ti to ni všeč. Nihče ne mara iti v zapor. Zakaj grem v zapor? Nisem naredila nič narobe. Ustavi se. Dovolj je. Ne. Ne, tako. Tvoja dejanja so povzročila, da se je to zgodilo. Kaj misliš, te moje dejanja? Nisem naredila nič narobe. Že od začetka bi šla v zapor. Pravzaprav sploh ne bi šla v zapor že od začetka. Mislim, da so na sovoznikovi strani. V vratih. Prav tam so, ja. Rekla sem, da nikoli ne bom šla v zapor. Ustavi se. Ne. Snemite mi to. Roke me bolijo. Prosim, odstranite mi to z rok. To je. Ne, nočem. Tega svojih rok. Nikoli nisem. Nisem naredil nič narobe že na začetku. Poslušaj, tole bo šlo na tvoje noge, ne? Me misli si, da boš to dal na moje noge. Potem nehaj. Ne. Potem nehaj. Ne. To je dovolj. Tako mi to snemi z rok. Ne. Ne. Mi jih lahko snameš z rok. Prosim, snemi mi jih z rok. Če še enkrat brzneš v okno, boš bil onesposobljen z električnim paralizatorjem. In potem boš... Potem boš obtožen. Ja? Prav tam. Hej, nisi naredil ničesar, ne? Ja. Nehaj s takim početjem. Ne, nehaj s tem takoj, ne, nehaj početi vse to, ne. Dovolj je. Hej, primi še drugi varnostni pas. Ne. Daj jih skozi njeno roko na drugi strani. Ne, boš, da takoj prenehaš. Ne, ne. In potem jih potegni skozi varnostni pas. Ne, nehaj. Kaj pa delaš? Ne moreš se odvezati. Kaj pa delaš? V redu, tako. Nehaj. Kaj počneš? Rekli smo ti, da nehaš. Dovolj je, dovolj. Dobil boš še več obtožb.
Dovolj je. Zakaj to počneš? Jaz ne, kaj si? Zakaj to počneš? Daj noge v avto. Ne, nehaj. Sedi v avto in nehaj. Nehaj, ne, poslušaj. Končal boš tako, da te bom stresel s paralizatorjem. Obljubim ti, nehaj. Rekel sem mu, Poslušaj me, če si v avtu, poslušaj. Si v avtu, jaz bom profesionalna, tudi jaz sem profesionalka. Poslušaj me, če si v avtu, bom profesionalna, tudi jaz sem profesionalka. Poslušaj, a res poskuša, da se razjezimo? kaj? Te odpeljem v zapor. Ja. Zakaj? Kaj sem naredila? Zakaj me poskušate odpeljati? V zapor. Rada bi vedela, s čim me želite obtožiti. Neprimerno vedenje in klepetanje. Zakaj? Zaradi tvojega obnašanja. Zakaj? Nehaj brcati v okno. Krasno. Ne vem, kaj govorim. Vse, kar moraš narediti, je poslušati ljudi. Vse, kar bi morala narediti, je povedati svoje ime, govoriti z reševalci, nehati biti kreten in to bi se zgodilo. Nisem hotel, da bi izrekli prepoved vstopa ali jo aretirali. Samo želel sem, da varno pride, kamorkoli je že šla. Prav. In potem začne zmerjati ljudi, lajati na ljudi, poskušati prijeti v skupino. Tiffany se je na koncu izrekla, da ne oporeka obtožbi za prekršek motenja javnega reda in miru, ter ji je bilo naloženo plačilo več $100 globe. Hvala, ker ste gledali vsi skupaj. To epizodo Long Crime After Hours je raziskala, napisala in producirala Savannah Williamson. Video montažo je opravil Daniel Camacho. Jaz sem Jesse Weber. Se vidimo naslednji teden.